Ta motor nima vidnega goriva, nima ventilov, nima izpuha in deluje skoraj popolnoma tiho. In to je zato, ker je njegov vir goriva toplota, shranjena v tem velikem kovinskem bloku pod njim. In poznan je kot motor na vroč zrak ali Stirlingov motor. Ta video sponzorira Ground News, več njih kasneje. Tukaj je zapečatena steklena brizga z majhno količino zraka v notranjosti. In če segrejem brizgo in s tem zrak, se ta razširi in potisne bat navzven. Ko pa toploto odstranimo, se zrak ohladi in skrči. Ta cikel segrevanja in ohlajanja zraka, ki premika bat naprej in nazaj, je osnovno načelo delovanja Stirlingovega motorja. Edina težava je, da je to segrevanje in ohlajanje prepočasno, zato namesto segrevanja in ohlajanja celotnega sistema lahko uvedemo še en val z ohlapnim batom v notranjosti, ki za razliko od večine batov ne potrebuje zračno tesnega tesnila. Zrak lahko prosto kroži okoli njega, kar omogoča, da bat prenaša zrak z enega konca valja na drugega. In to je znano kot izpodrivni bat. Zdaj, če segrejemo eno stran tega sekundarnega bata in drugo stran ohranjamo hladno, izpodrivni bat lahko uporabimo za premikanje zraka med vročo in hladno stranjo, kar hitro segreva in ohlaja zrak v notranjosti ter premika zgornji bat naprej in nazaj veliko hitreje kot prej. In to lahko počnemo neskončno dolgo, dokler je ena stran vroča in druga hladna. Ali vsaj dokler se tridimenzionalno natisnen bat ne stopi. Zdaj izpodrivni bat ne proizvaja nobene izhodne moči in za premikanje potrebuje zelo malo moči, kar lahko pokažemo tako, da ga zamenjamo s temi krogličnimi ležaji. Tako ko rahlo nagnem val, se kroglični ležaji skotalijo z enega konca na drugega in premikajo zrak med vročo in hladno stranjo, ki se razteza in krči ter poganja pogonski bat na vrhu. Torej, če zgornji bat povežemo s ročično gredjo in uporabimo del izhodne moči za premikanje izpodrivnika naprej in nazaj, bi morali imeti samovzdržen motor. Pravzaprav je tukaj model motorja, ki počne prav to. Toplota se dovaja v ta stekleni del tukaj, druga stran valja pa se hladi s tem hladilnim rebrastim elementom. Tako se, ko se izpodrivnik premika naprej in nazaj, zrak se greva in hladi. Nato pa se preusmeri v ta zgornji val, ki poganja pogonski bet. Ta nato prenaša moč na ročico, ki preko zobnikov premika izpodrivnik in tako ustvarja neprekinjen cikel. Zdaj moramo ugotoviti, kako bomo uporabili enega od teh Stirlingovih motorjev za pogon kolesa. In vse se začne tukaj, z velikim kosom kovine in zelo dolgim seznamom opravil. Stirlingovi motorji proizvedejo zelo malo moči glede na svojo velikost. Da bo to delovalo na kolesu, potrebujemo največji možni motor, ki se še vedno prilega v okvir. Kljub temu, to ne bo naslednji motor za Superbike. Ojoj. Ciljam na približno 100 do 150 W izhodne moči, kar je približno 0,2 konjski moči. Ravno dovolj, da upam, da bom lahko vzdrževal potovalno hitrost okoli 15 milj na uro. Pridobiti takšno moč iz Stirlingovega motorja ni enostavno. Na učinkovitost vpliva veliko dejavnikov, kot je temperaturna razlika med vročo in hladno stranjo. Kako hitro se lahko toplota prenese v zrak in iz njega, ter koliko zraka v motorju dejansko opravlja koristno delo, so le nekateri izmed dejavnikov, ki določajo zasnovo motorja. Naprimer, da bi bila hladna stran čim bolj hladna. Sprva sem razmišljal o uporabi hladilnika računalniškega procesorja, saj so poceni in imajo veliko površino. Izkazalo se je, da ni bilo praktično poskušati usmeriti vse te toplote v majhen kvadratni del, ki je zasnovan za procesor. Zato sem se odločil za notranje vodno hlajenje, ki bi moralo veliko bolje odvajati toploto. In ko poskušamo doseči le približno 100 W izhodne moči, lahko že majhne količine trenja naredijo veliko razliko. Kar pa ni enostavno, ko še vedno potrebujete zrakotesna tesnila okoli bata in gredi izpodrivača. Ko je glavni blok motorja dokončan, ga lahko namestim na kolo z začasnim 3D tiskanim nosilcem, saj bo ta del motorja hlajen z vodo, zato bi moral tisk zdržati nekaj testnih voženj. Nato se ta velik aluminijast nosilec pritrdi na zadnji del motorja, kjer bo držal ročične gredi in se tudi pritrdil na okvir kolesa za dodatno oporo. Sami roči so izdelani iz aluminija. Na zadnji strani pa sem namestil 3D tiskan jermenik, saj za povezavo roči uporabljam jermen, namesto zobnikov kot pri modelnem motorju. Povezovalna ojnica z ležaji s tesnim ujemom povezuje ročico z batom, da vse gladko vrti. Ker je izpodrivni bat ohlapno nameščen v svojem valju, se v idealnem primeru sploh ne bi smel dotikati sten. Zato ga bom pritrdil na nerjavno ikeno palico in da zagotovim, da se ta palica ne ziblje, uporabljam te linearne ležaje, enake kot jih najdete v 3D tiskalniku. In ti omogočajo, da se izpodrivna palica premika gladko in natančno, kar ohranja izpodrivnik centriran med premikanjem.
Naslednji je pogonski bat, ki sem ga zasnoval tako, da je čim lažji in ga pritrdim na drugo jekleno palico s čepnim vijakom. Za batne obročke želim uporabiti PTFE, znan tudi kot teflon, zaradi njegovega nizkega trenja, čeprav ni prožen material. Zato sem izdelal nekaj manjših notranjih obročev, ki delujejo kot napenjalci in naj bi potiskali PTFE navzven, da ustvarijo boljše tesnjenje ob steni cilindra. Obročki so v obed nameščeni tako in razmike v obeh obročkih sem zamaknil za 180 stopinj, da zmanjšam uhajanje plinov. Ko je bet v cilindru, drsi z zelo malo upora. Batna palica se nato poveže s ročično gredjo, vendar ker je bat tako kratek, potrebuje vodilo, da se premika v ravni liniji. In to je naloga te zadnje plošče. Preden jo namestim, pa moram izrezati še nekaj tesmil. Uporabljam pol milimetra debelo silikonsko ploščo, ki bi morala prenesti temperature, ki jih bo ta motor dosegal, in zagotoviti dobro tesnjenje. Tako lahko po izbijanju lukenj za vijake pritrdim tridimenzionalno natisnjeno predlogo in jo obrežem z nožem, nato pa odvijem vijake. In imam natančno tesnilo, ki se popolnoma prilega motorju. Ko sta zadnja plošča in tesnilo nameščena, batna palica je še vedno nekoliko nihala, zato sem dodal to PTFE pušo, nameščeno z distančnikom, da palico poravna in omogoča popolnoma ravno gibanje. Naslednji korak je povezava obeh ročičnih gredi z zobatim jermenikom, ki sem ga izbral namesto zobnikov, ker ga je lažje povezati z izhodno gredjo, ki se nato lahko uporabi za pogon zadnjega kolesa. Ko vidim, da se ta stvar končno vrti, se zavedam, koliko dela sem vložil v to. Za mano sta približno 2 meseca izračunov, načrtovanja, obdelave. Bilo je res ogromno dela. In začel sem postajati malo živčen, ali bo sploh delovalo. Navdušen sem, a še vedno živčen. Torej, zdaj moramo narediti še izpodrivni val in bat, potem pa bi ga morali lahko preizkusiti. Pravzaprav sem ta projekt začel z namenom, da zgradim parni stroj, vendar sem po veliko raziskavah ugotovil, da so Stirlingovi motorji veliko boljša možnost. So tišji, učinkovitejši in varnejši. In ko sem enkrat razumel, kako delujejo, je to popolnoma spremenilo smer projekta. To me je tudi spomnilo, kako pomembno je, da na stvari pogledamo z drugega zornega kota, kar je pravzaprav bistvo Ground News. Združujejo povezane članke z vsega sveta na enem mestu, skupaj s kontekstom o politični usmerjenosti in zanesljivosti vira. Tako lahko primerjate poročanje in hitro dobite celotno sliko. Ground News je pravzaprav ustanovila nekdanja inženirka NASA Harleen Kaur, ki dela na vesoljskem teleskopu Jamesa Webba. In kot inženir sam rad vem, kako verodostojno je nekaj. In ob toliko informacijah je lahko hitro preveč. Ground News mi pomaga prebiti se skozi informacijski šum in razumeti, kaj se v resnici dogaja. Naprimer, ko je Evropska vesoljska agencija potrdila, da je 20 km širok objekt vstopil v naš sončni sistem, je kar lepo vedeti, da ne leti proti Zemlji. In ker stotine virov pokrivajo isti dogodek, lahko njihova funkcija Ground AI vse skupaj povzame v le nekaj ključnih točk. Rad tudi brskam po virih z nizko stopnjo verodostojnosti, samo da vidim, kakšne druge poglede so predstavili, kar bi bil brez Ground News morda edini pogled, na katerega bi naletel. Celo Nobelov center za mir jih je prepoznal zaradi njihovega vpliva na medijsko pismenost. Torej, če se naročite na Ground News, vam za omejen čas ponujajo 40% popust na Unlimited Vantage Plan. Vam, moji publiki. Skenirajte lahko to QR kodo ali pa obiščete povezavo v opisu. groundnews.com /Stanton, da izkoristite ponudbo. To je groundnews.com /Stanton. Pred namestim val iz podrivalnika moram namestiti to ploščo, ki deluje kot površina za prenos toplote med vodnim hladilnim sistemom in zrakom v motorju. In velika površina tega hladilnega telesa bi morala pomagati hitro ohladiti zrak med ciklom motorja. Prav tako služi kot zgornja plošča za pogonski val in ves raztezajoči se vroč zrak teče skozi ta kanal, da potisne bat. Za sam izpodrivnik potrebujem nekaj lahkega in precej odpornega na toploto. Zato sem kupil kup različnih posod in steklenic iz nerjavečega jekla, da bi videl, ali bi katera ustrezala. In poleg tega, da sem ugotovil, da nobena od njih ni narejena po standardnih primerih izpodrivnikov Stirlingovega motorja, sem našel to steklenico za vodo, ki bi morala dobro ustrezati v val s premerom 80 mm, z le nekaj milimetri prostora, da lahko zrak teče mimo. Nato sem izdelal majhno pritrdilno ploščo za izpodrivnik, ki se pritrdi na jekleno palico z brezglavim vijakom. Nato sem odrezal vrh steklenice in izvrtal nekaj lukenj, kar omogoča pritrditev na spodnjo ploščo. In ko motor zavrtim na roko, lahko vidite, kako se bosta oba bata premikala, ko bo motor deloval. Toda izpodrivni bat vodi pogonski bat za približno 90 stopinj kota ročične gredi.
Nato moram izdelati izpodrivni val, za katerega sem se odločil, da ga bom izdelal iz 2 polovic. Hladna stran je obdelana iz aluminija, kot večina motorja, in dodal sem nekaj reber, da bi ostala hladna. Nato je pritrjen na glavni blok motorja z drugo tesnilko, ki zagotavlja dobro tesnjenje, hkrati pa ga tudi izolira od vodnega hlajenja. Če rebra za zračno hlajenje ne bodo zadostovala, bom morda moral dodati tudi vodno hlajenje. Vroča stran valja pa mora prenesti precej višje temperature, zato bi morala biti vroča stran idealno izdelana iz jekla. Ker še nisem dovolj samozavesten pri obdelavi jekla, sem dal vroči del izdelati pri JLC CNC. Niso sponzorirali tega videa, ampak so mi tukaj res pomagali, saj tega dela zagotovo ne bi mogel izdelati sam. In ta del je pritrjen na hladni del valja z debelim silikonskim tesnilom, ki naj bi ga izoliralo. Ker nočemo, da bi se toplota prevajala na hladno stran, saj bi bila to izgubljena energija. Tako je motor s privijačenim vročim pokrovom popolnoma zatesnjen, zdaj potrebuje le še toploto. It was tricky to move the piston again, Tej bi moralo opraviti svoje. but I also noticed it was letting a lot of air leak past, which could be where most of the pressure is being lost. I first tried swapping one of the PTFE rings for a rubber O-ring to improve the seal, but it either didn't seal properly or created way too much friction. Then I thought, what if I used a piston ring like the one I've used in my small compressor? To še ni to. Sprednji del vroče kapice se začenja razbarvati, tako da je tam spredaj že kar vroče. Razmišljam, morda bi moral dodati vodno hlajenje, da vidim, če bo ta hladna plošča res ohlajena. Flexibility, hold an airtight seal, and hopefully not melt from the engine heat. But after several prototypes, I eventually found a size and shape that offered. Ker je vroča kapica žarela rdeče, vodno hlajeni konec pa je vztrajal pri približno 40 stopinjah Celzija, je bilo jasno, da zgolj povečanje toplote ni težava. Zato sem dodal zunanje vodno hlajenje, da sem motor varno ohladil na temperaturo, pri kateri sem ga lahko razstavil. V notranjosti je bilo očitno, da se je motor precej segrel. Tudi izpodrivnik je bil rahlo razbarvan in glede na to, da se neposredno ne dotika vroče kapice, to pomeni, da se zrak v notranjosti zagotovo dobro segreva. Preveril sem vse tesnila in dodal nekaj masti na otesnilo okoli osi izpodrivnika, da izključim morebitne puščanje. Ko sem ponovno sestavil sprednji del motorja, sem se osredotočil na batne obročke, saj je to največje gibljivo tesnilo v motorju. Bilo je zahtevno premikati bat proti ujetemu zraku, kar je dober znak. Opazil pa sem tudi, da je spuščalo veliko zraka mimo, kar bi lahko bil razlog za največjo izgubo tlaka. Najprej sem poskusil eno od PTF obročev zamenjati z gumijastim O obročkom, da bi izboljšal tesnjenje. Vendar ali ni pravilno tesnilo ali pa je povzročilo preveliko trenje. Potem sem pomislil, kaj če bi uporabil batni obroč, kot sem ga uporabil v svojem malem motorju na stisnjen zrak, kjer se obroč pod pritiskom razširi in tesni ob steni cilindra. Edina težava. Ti obroči so zelo majhni, jaz pa sem potreboval nekaj precej večjega. Zato sem poskusil natisniti enega iz prožnega TPU za svojo Prusa FDM tiskalnikom, kar je bilo precej tvegano, saj je moral imeti pravo prožnost. Moral je zagotoviti zrakotesno tesnjenje in upam, da se ne bo stopil zaradi toplote motorja. Po več prototipih sem končno našel velikost in obliko, ki sta nudili minimalen upor, a sta veliko bolje tesnili kot prej. In s pomočjo vodnega hlajenja, ki ohranja stene valja hladne, upam, da se ne bo segrelo dovolj, da bi se stopilo. Prav. Zdaj imam nameščen nov bed, tako da bi morali zdaj dobiti veliko boljšo kompresijo. Vidite, ko ga zavrtim, bat dejansko potisne nazaj, kar pomeni, da ima res dobro kompresijo. Držimo pesti, da bo to naredilo razliko, ker je bila kompresija prej v primerjavi s tem res grozna. Torej, udobno se namestimo in segrejmo to stvar. To avoid hitting the end of the cylinder with its increased stroke, the engine is ready for another test. I really hope this works. Come on, come on. Zdi se mi, da je tako blizu, a še vedno ni čisto tam. Torej, raztezanje še vedno deluje. Preprosto nima dovolj hoda. Prav, pustimo, da se vse ohladi, preden poskusimo kaj drugega. Nisem prepričan, kaj bom poskusil, ampak po ogledu posnetka sem nekaj ugotovil. Preprosto nima dovolj hoda. Če ima ročica 30 mm hoda, bat pa se premika le približno 14 mm, potem morda preveč stiska in preveč razteza zrak, kar bi lahko pomenilo veliko izgubo energije pri vsakem ciklu.
Nažalost lahko ročico skrajšam le na 25 mm hoda zaradi velikosti osi in ležajev. Če pa povečam tudi hod iz podrivnega bata, bi morda lahko premaknil več zraka med vročo in hladno stranjo, kar bi lahko povečalo razliko v tlaku in izboljšalo raztezanje. Te nove ročice so bili 3D natisnjeni iz smole na Formlabs Form 4 in bi morali biti dovolj močni za to fazo testiranja. So nekoliko lažji od aluminijastih, ampak zaenkrat uravnoteženost motorja ni glavna prioriteta. Z nameščenimi novimi ročaji in nekoliko krajšim izpodrivnim betom, da se izognem udarcu ob konec valja zaradi povečanega hoda, je motor pripravljen na novo testiranje. Res upam, da bo to delovalo. Place a drive pulley to the rear wheel with a flywheel, as the original pulley ratio might have been too high, preventing the engine from gaining up. Dino! Ali to deluje samo od sebe? There's still lots to improve with this engine. To deluge? To recover some heat energy during Deluge. Dejno, več toplote. the engine, and more air means more expansion and more power. I also still need to build a proper burner, finish the water cooling system, Dejansko deluje. since Stirling engines don't throttle very. Faul. I turned off the heat a while ago, and it's still running on the stored. Ni najhitrejši. So don't forget to subscribe to see part 2, and Ampak mislim, da lahko nekaj stvari spremenimo, da izboljšamo njegovo zmogljivost. To je preveč kul. Sliši se tako smešno. Čeprav sem izjemno zadovoljen, da sem ta motor končno spravil v pogon, se nisem mogel upreti skušnjavi, da bi poskusil doseči, da bi deloval še malo bolje. Zato sem zamenjal zobati jermen za precej tanjšega, saj je debelejši jermen zapravljal energijo, ko se je upogibal in ravnal okoli jermenic. Prav tako sem zamenjal pogonsko jermenico na zadnjem kolesu z vztrajnikom, saj je bil originalni prenosni razmerje morda previsok in je preprečeval motorju, da bi pridobil vrtljaje. Pri tem motorju je še veliko prostora za izboljšave, na primer dodati regenerativni izmenjevalnik toplote, da bi med vsakim ciklom povrnil nekaj toplotne energije, ter povečati notranji tlak. Večji tlak pomeni več zraka v motorju, več zraka pa pomeni več raztezanja in več moči. Prav tako moram še izdelati ustrezen gorilnik, dokončati sistem vodnega hlajenja z radiatorjem in zasnovati sklopko, saj Stirlingovi motorji niso najboljši pri uravnavanju moči. Pravzaprav sem gretje ugasnil že pred časom, pa motor še vedno deluje na shranjeno toploto v jeklenem vročem pokrovu. Zato ne pozabite naročiti se na kanal, da boste videli drugi del, in hvala za ogled.